najbrž tudi sami veste, da je to poseben dosežek, da ste celo osnovno šolo brali, svoje bralno znanje ali bralna doživetja delili z vašimi mentoricami in to je pravzaprav kar pomemben in velik dosežek. Jaz vam pa iz srca želim, da bi vam bila lahko knjiga vedno spremljevalka, kadar boste potrebovali informacijo, kadar boste radovedni, kadar boste žalostni, kadar si boste zaželeli smeha ali pa širiti obzorja, takrat vam knjiga in prebrano vedno pride prav, ob učenju in v vaši osebni rasti. V letošnjem šolskem letu so 103 učenci in učenke pridobili zlato bralno značko, kar pomeni, da so v tem tekmovanju sodelovali od 1. razreda dalje. Za vso spodbudo se moramo zahvaliti tudi vašim knjižničarkam in mentoricam in vsi si v tej priložnosti zaslužite eno majhno nagrado. Temna noč in morje je bilo mirno. Ribič Anže se je odpravljal na nočni ribolov. Ker se je bal, da bo preplašil ribe, je začel veslati takoj, ko je prišel stran od obale in ugasnil svoj motor. Kmalu se je njegovemu malemu čovnu približal večji in glasnejši čovn, na katerem je stal enonogi kapitan. Anton! Zasvet prišel plašit moje ribe! Prišel sem popit vse ribe v tem nalivu! Če ne morim, potem bom jaz izgubil službo in bom moral nekaj nekaj. Delo boš same! Najbolj malomarna, najbolj žaljiva dela na moji ladji, kot po pravilu mojih čevljev. Imam veliko desnih. In v tistem trenutku je kapitan Anton odvrgel ogromno kroglo na Anžetov čoln. Zavedati mora to prostetično novost. Anže je poskušal rešiti svoj čoln, vendar očitno je bilo, da mu ne bo uspelo. Zdaj si že do pasu v vodi. In ker mu bi bila ljubše kot smrt rešitev na čolnu Antona, se je ukrcal nanj. Tako. Zdaj pa je na tega. Tam je kup 30 let starih čevljev, potrebnih popravljen čiščenja. Ko je očistil vse čevlje, mu je Anton zaupal svojo skrivnost. Nikoli nisem bil še v slani vodi. Res! Zanimivo. Torej nisi občutil te slanosti okoli svojega telesa? Ne, mama mi je vedno rekla, mi Antonovi smo zelo občutljivi na sol. Bohvar, Anton, bohvar. Olej! Ali je tisto en ogromen ligen? Ligen! Ne! Sol! Režira me! Marius! Nekaj za pomoč je na tvojo kuglo iz gore! In Antona je na pol razžrdal. Zgubil je tudi eno roko in pol obraza, vendar se je naučil plavati. In od takrat naprej straši po širnih morjih. Ne, pa ti strelo! Zato si zapomnite, otroci, če zagledate človeka z eno roko, z eno nogo in s soljo razjedenim obrazom, obrnite svojo ladjo in bežite, bežite.